Z nami je pisatelj in prevajalec Andrej Skubic, pravzaprav bi morala reči doktor Andrej Skubic, letošnji nagrajenec s Kresnikom, že tretjič. In mi smo tole po naključju zelo fino načrtovali, ker se je včeraj začel knjižni sejem in je lepo, da imamo prav danes Kresnikovega nagrajenca tu. Andrej Skubic, romanopisec in prevajalec, ki, to je ena posebnost, živi samo od tega dela. In zakaj je to tako, ne? Pravzaprav lahko sklepate, bom pa povedala še eno lastno izkušnjo, da sem letos, ko so začeli v Delu objavljati zadnji nagrajeni roman Samo pridi domov, sem rekla, da bom ta roman lepo v Delu brala in tako sem tudi začela in je šlo prvič dobro in drugič dobro in tretjič dobro, potem sem pa tekla v Mladinsko knjigo in kupila knjigo, ker enostavno nisem mogla, tako je prav, a ne, in sem pomislila, da pravzaprav te objave, da pravzaprav jih imate pisatelji radi v Delu, ne, ker mislim, da se pol tako zgodi kot z mano. Toliko za uvod. Kako vam je bil všeč ta film? Včeraj ste ga gledali, pravite. Kako se vas je dotaknil? Ja, všeč mi je bil zanimiv film, mislim, moj vtis je bil, da je to tak tipičen film, ki temelji na eni fori, ne, od začetka. Se pravi, da ni bila glavna inspiracija zgodba sama po sebi, ampak mislim, da je tudi režiser izjavil že, da ima namen posnet film, ki se v celoti bo dogajal v avtu in se bodo vsi dialogi samo po telefonu, se pravi, je imel že vnaprej, je imel prej nek okvir kot pa vsebino, ne. In to je tako, po eni strani malo tvegano, po drugi strani zelo inspirativno lahko tudi, ne. Ta omejitev, ne, je pravzaprav zahteva od scenarista, ne, pravzaprav več, ker se ne more pomagati z raznimi takimi zunanjimi, tudi vizualnimi, ne, pripomočki, ki naredijo zgodbo bolj vznemirljivo. Ja, no, jaz sem o tem razmišljal, jaz sem v bistvu od mojih romanov sem tudi dva zastavil nekako na tak način, da sem prej imel okvir, preden sem imel zgodbo, ne. Ko sem pisal Fužinski blues, sem si recimo vnaprej predstavljal, da bodo to štirje sosedje, ki živijo v istem hodniku, ne, v enem ogromnem bloku in so si med sabo popolnoma različni, drugega poznajo samo na videz. In vse se mora zgoditi v enem dnevu in to še na dan tiste tekme Slovenija-Jugoslavija takrat, ne. In šele potem sem začel iskati njihove zgodbe, ne. To je lahko malo inspirativno, ker po eni strani te že sam okvir vodi, kaj je možno pa kaj ne, in tudi, ne vem, možgani malo bolj delujejo, če moraš ves čas reševati neke logistične probleme, ne. Samo je pa malo nevarno tudi lahko, ker začneš hitro lahko, če te ne vodi vsebina sama po sebi, ampak jo iščeš, ne, lahko spraviš skupaj precej klišejsko zgodbo ali pa razna protislovja, ki se drugače ne bi razvila, ne. Tudi tle nogometna tekma, ne? Ja, tudi, ja. Je tudi en tak pravzaprav zunanji, ampak za dramaturgijo filma zelo pomemben element, ne. Ker tudi recimo s tem koncem, ne, ko sin opisuje ta znameniti gol, ne, s tem koncem pravzaprav je ena metafora, ne, za prihodnost, kaj upa Lok, da se bo zgodilo, ne. Ja, to je eden takih najbolj ganljivih trenutkov v filmu, se mi zdi, ko ta sin pravi, da ste srečen, ne, da ti samo pridi domov, pa bomo gledali posnetek, pa se bova midva pretvarjala, da nisva gledala. Hoče pa ustvariti nekaj, kar se ni zgodilo, ne, pa bi strašno rad, da bi se zgodilo in
pravi, bomo to odigrali skupaj, ne, samo da bomo, kot da bi rad izbrisal to, kar se v resnici zgodilo, ne, ker zgleda, kot da je družina razpadla, ne. Pač ne moramo vedeti, kaj samo se bo res zgodilo. Pridi domov, ne? Samo pridi domov, ja. Ja, kot v vašem romanu. Ja, ne, zaceliti nekaj, za kar ne vemo, a se bo dalo zaceliti ali ne. Ja, to pušča odprto. Ampak v filmu, ne, Lok pravzaprav skozi to napako, ne, ki jo je, pač se mu je zgodila ali jo je naredil, je pravzaprav se on potem ves čas izkazuje kot en tak model človeka, kako naj bi človek ravnal v življenju. Zelo moralističen, no, se mi zdi ta film. Ja, na koncu sta tista dva velika motiva, ne, ko se nas na koncu dotakneta oziroma data neko vsebino in tudi njemu karakter je prav to, da on ves čas govori, da naredil bo pravo stvar, ne. Če je že naredil napako, bo zdaj naredil tisto, kar je prav, ne. Pa pač to, ne, da ko pravi v enem trenutku, da ko sem se odpravil na tole pot, sem imel še službo in družino in zakon in tako, ne, in zdaj nimam več nič od tega. Ampak on pač bo še vedno naredil pravo stvar, ne, za ceno vsega tega. Za ceno te izkušnje, ne, ki jo pravzaprav ima, pravzaprav ne za ceno, ampak zaradi te izkušnje, ki jo ima sam v življenju s svojim očetom. Kako se vam je sploh ta igralec zdel, kako se razvija v filmu? Ja, nisem prepričan, če se mi je kaj zelo razvijal, pravzaprav, ne, mislim, da zelo hiter, čim je predstavljena ta njegova situacija, je on že tukaj, ne, razen dobro, pač počasi vedno več zvemo o njegovi preteklosti, tudi oziroma o odnosu z očetom, oziroma neodnosu, ne. Recimo, ta prvi dialog z očetom, ne, ki je bil z očetom, namreč ki ga ni, ne, se je meni zdel tako čist drugačen, ne, in se mi zdel, kakor da sem v gledališču, kot da poslušam Shakespeara. Kaj pravite? Ma kdo kakšno misel v zvezi s tem očetom? Ja, mogoče mikrofon, mogoče. Oče je prikazan kot nekdo, ki ne prevzema nobene odgovornosti, a ne. Medtem ko za razliko glavnega junaka, on pa za svoje življenje in za tisto, kar v življenju počne, prevzame 100% odgovornost. Tako sem jaz pač to videla. Ja, se je verjetno prav zaradi tega, ker je imel tak odnos do očeta, to naredi, ker konec koncev se to, kar on naredi, je res zelo radikalno. Da pač zavrže službo v takem pomembnem trenutku, da pač pusti družino na cedilu, je moral imeti zelo močno motivacijo za to, ne. Očitno v tem odnosu z očetom. A se vam je zdelo, da pusti družino na cedilu? On jo ne, ampak pač žena in otroci v tistem trenutku to tako doživljajo, ne razumejo kako, čeprav po drugi strani, ne, se to je eno tako protislovje malo, ko je verjetno zaradi tega, ker je bilo treba to vsebino spraviti skupaj. Po eni strani je njegova družina strašno presenečena, da ni doma, on je obljubljal, da bo doma, po drugi strani pa glede na to, kakšno je stanje na tistem gradbišču, in on pošilja tega svojega kolega, da naj dela neke stvari namesto njega, ne, ki jih bi drugače on počel, zgleda, kot da on tako ali tako ne bi mogel biti doma, ker bi moral hoditi po gradbišču celo noč in organizirati stvari, ne. Ja, ampak jaz sem, pa vseeno, tudi jaz sem o tem premišljala, ampak vseeno mislim, ker je to gradbišče, sem jaz razumela, kakor da je v Birminghamu, ne,
in da bi on na tekmo, ker tekma je bila glavna stvar, prišel, potem bi pa začel spet še naprej urejati te stvari. Ampak to, ko smo zdaj o tem njegovem položaju govorili, ne, da je pravzaprav zato, ker je njega oče zapustil, je on postal toliko bolj odgovoren človek. Sem se spomnila, da je tale režiser, no, scenarist, ne, ta naslov Locke, ne, dal po tem angleškem filozofu Johnu Locku, ne, ki gradi svojo filozofijo, mislim, na človekovi izkušnji oziroma da je izkušnja tisto najpomembnejše v življenju in na podlagi tega, da se ta odgovornost človekova razvije. Tako da to je bil verjeten, mogoče le ni bila ta forma tista prva, kako bom rekla, prvi motiv za režiserja in scenarista, ampak predvsem, da je to idejo, ne, hotel v to formo spraviti. Ja, no, se je vprašanje, ne vem, jaz sem dostkrat, no, kadar gledam filme, prav razmišljam, kako je bilo to narejeno, ne. In, če bi čisto iz lastnih pristopov izhajal, oziroma z lastnih izkušenj, če začneš z enim takim izhodiščem, ki je neka forma, potem se ti vse živo nalepi tukaj gor. Odlične, globoke ideje, prav zaradi tega, ker se trudiš dati potem čim več pomena temu, prav zaradi tega, ker se nekako počutiš ogrožen, da boš votlo vsebino, votlo formo naredil, če ne boš pazil, no. Pa ta forma, ne, to se pravi ena lokacija, ne, je dala nekaj odličnih filmov že v zgodovini, ne. Najbolj znamenito je po mojem, saj meni, jaz sem si ga najbolj zapomnila, je Dvoriščno okno od Hitchcocka, ne. Je to ena taka zanimiva situacija, ker spravi gledalca v bistvu v prostor, ne, da zelo sodoživlja, ne. Ja, jaz sem se spomnil tudi na Noč na zemlji, ki se dogaja v avtomobilu, v taksijih, ne, sicer pač v 5 različnih taksijih, ampak vidimo, kako se lahko v eni majhni kabini, ne, odvrti cel svet praktično. To so menda snemali, zdaj se vse na tem Googlu, ne, se take trivialnosti izvejo, snemali so baje 6 noči, vedno po 2 rundi v eni noči in ti glasovi, igravci so bili v enem hotelu in so bili te telefonski pogovori pač tako, da so res potekali, ne. In igralec je bil pa je res prehlajen, no. To je bilo pa avtentično. Je pa precej nevarna vožnja, to tako, ne, mora voziti po prometni cesti pa igrati zraven. Ja, no, tle so pa je en tovornjak, ne, večina stvari je tako, da se on na tovornjaku, a ste opazili? Veliko časa se za tovornjakom vozite, tovornjak spredaj. Neka varno razdalja. Ja, na tovornjaku, saj pri teh, zdaj, jaz sem to gledala, ali je to možno ali ne, in najbrž je bolj možno, kot da bi bila tako vožnja, ja, ker je pa seveda vse to zelo premišljeno bilo nekje v enem trenutku, ravno eno zelo pomembno stvar je on sporočal, da govoril je, vse bo v redu, tako sem naredil, tako sem rekel, da bom naredil in tako bom naredil, in je mem pripeljal en velik napis It's always been. Tako da veste, kaj me zanima? Vi ste anglist, ne? Filmov, podnaslovov najbrž sploh ne berete, verjetno samo poslušate. Vaša doktorska disertacija je bila pa
čakajte, da bom prav povedala, sociolekti, ne? Ja. Sociolekti v govorici, ne? Nekaj Ja, takega v jezikovni stvarnosti in literarnih besedilih. Tako, no, malo v obojem. Pa me zanima, a so tle bile v tem jeziku teh ljudi, s katerimi se je on pogovarjal, so bile kakšne take značilnosti, ki jih recimo mi v prevodu ne moremo dobiti, ker ti prevodi vendarle nastajajo dosti hitro in mislim, da se ne morejo tako poglabljati. Mislim, da ni bilo kaj takega posebnega. On je pač govoril z nekim takim valižanskim narečjem malo, ne, da se mu je poznalo, da je nekako iz delavskega razreda vseeno in je ta družina in tudi njegovi sodelavci in drugi so s tem nekako karakterizirani, ampak to pač v podnapisih ponavadi nismo vajeni kakorkoli med zaznamovano, ne. No, ampak ta tema se mi zdi pa sploh zanimiva, ta tema vaše doktorske disertacije, se mi zdi tudi v vaši literaturi. A ste to iz literature ven izhajali, ko ste to temo izbrali, ali vas toliko zanimajo te plasti jezika, ki jih pa vi zelo jih izrabljate, ne? Nekaj sem moral izbrati takrat. Jaz sem izbiral temo za doktorat takrat, ko sem ravno že prevedel Trainspotting od Irvina Welsha. In sem takrat moral iskati neke možnosti, kako v slovenščini sploh zapisovati slang oziroma neko ljubljanščino, kako je možno fonetično pisati. In sem v bistvu to najprej v praksi moral skozi dati, ne. Je bilo precej naporno, tudi z urednikom sva ogromen ur presedela in debatirala, kako je kaj v redu napisano in kako ne. No, potem sem pač moral nekaj si izbrati za temo in sem se še teoretsko lotil te teme različnih družbenih govoric, kako različne družbene skupine govorijo. In pa potem, no, kako je pa to v slovenski pa v angleški literarni zgodovini bilo že kaj uporabljeno, se pravi v slovenski in angleški literaturi, ne. Sem bil presenečen, koliko v bistvu tega je tudi v slovenski literaturi, koliko se tega da najti, ker niso to samo te klišejske stvari, kdo piše v slengu, ampak kako so se, kaj jaz vem, že pri tam v 19. stoletju zapisovali, kako govorijo kmetje, kako izobraženci in tako naprej, ne. Ampak to se potem pa na moje pisanje pa ni kaj dost ta teorija potem vračala, ker če začneš preveč racionalno ali znanstveno razmišljati takrat, ko bi moral domišljiji, ne, takrat te to samo ovira, ne. Tako da takrat, ko sem pisal ali pa prevajal, nisem bil doktor, ne. Takrat sem moral čist po intuiciji delati, ne. A se vam zdi, da recimo v slovenskem filmu, ne, se veliko govori o tem problemu jezika, pa, ne, da mi slovenske filme včasih ne sprejemamo tako, kot si zaslužijo, zaradi tega, ker je jezik preveč zboren, ne. Ali to se mi zdi, da se spreminja? Ja, mislim, da se je precej spremenil tam od takrat, ko so začeli razni Miki Burger in Cvitkovič in tako snemati filme. Še zmeraj se sicer dogaja, da dostikrat potem režiserji se raje zatečejo v kakšno narečje, pa imajo raje, da ljudje govorijo v prekmurščini ali pa štajerščini, ali samo da ne bi bil nek tak pogovorni jezik, ker tega je pa strašno težko govoriti, ne, da bi bil naraven. Ali pa celo snemajo filme brez dialogov ali pa pač v kakšnih tujih jezikih. Ampak v glavnem, no, mislim, da je bilo par filmov, kjer se je zelo dobro pokazalo, da se to da narediti, ne, da ljudje, zlasti pri tistih filmih, ki so bolj izhajali iz improvizacije, recimo, no, kjer so morali
igralci sami poustvariti tisti dialog, ki je bil dan samo kot ideja. Ne. Zelo težko pa je na papirju, ne, napisati tako, da se bo dobro govorili. To pa je ena posebnost slovenščine, sta pisna in govorjena slovenščina precej različni. Izumljate pisatelji pravzaprav, ne, tako kot Roza, ne, Andrej Rozman Roza, ne, prav, da izumlja svoj jezik tak napol zboren, napol... Ja, Roza se dejansko igra z jezikom, ne, on v bistvu vse možnosti prepleta in tiste visoko in nizko slovenščino v eni taki kreativni igri, ne, tist ni čisto ta prava pogovorna slovenščina, ampak jo vedno idejno dodatno ostrino, ne. A je to zatekanje k dialektu, ali je to, kako bi rekla, eno znamenje, da smo pri dialektu bolj tolerantni do tega, kar poslušamo? Ja, vsekakor. To sem celo delal eno raziskavo tam v okviru doktorata, ne, kako ljudje vrednotijo različne vrste jezika. So morali ocenjevati različne skupine ljudi, so izpolnjevali tisto anketo, no, različnih starosti, pa različnih izobrazb, ampak njihov odnos do slenga, do narečja, enega primorskega narečja, ki sem ga imel tam, neke take visoko intelektualne govorice, pa se ne spomnim še ene. V glavnem tisto narečje je bilo zelo visoko vrednoteno, ne, v primerjavi s slengom. Sleng je bil pa najbolj oduren vsem, ne, najbolj neprimeren za javno rabo, celo so ga ocenjevali, da ni primeren za literaturo. A ste kaj primerjali to situacijo z angleško situacijo, recimo, koliko daleč v te nacionalne, no, inštitucije te stvari prodrejo, te nižje, ne? Ja, Angleži imajo daljšo tradicijo rabe takih govoric, ne vem, pa že tam pri Charlesu Dickensu, recimo, pa že pri prejšnjih starejših pisateljih, ampak recimo ta klasični realistični roman 19. stoletja je uporabljal ogromno tazga urbane mestne govorice, pri Dickensu so to tisti razni lumpen proletarci in tako naprej, ne. Se je to rutinsko zapisoval tak jezik. Sicer ponavadi nekako z namenom smešanja, da gledajte, kakšni so te ljudje, ne, kako so vulgarni, ali pa kako so preprosti, pa vseeno dobri po srcu, ne. In v slovenščini je to precej težko najti, čeprav se tudi najde, ne. Zlasti to za te urbane govorice velja, ne. V slovenščini smo nekako bolj vajeni vse tistih kmetov v literaturi, pa nekaj gospode, ne. V angleški literaturi pa je urbana govorica ima dosti daljšo tradicijo v literaturi, v zapisu, ne, tudi na odru in tako. Kaj pa recimo v teh javnih nacionalnih inštitucijah, no, tako kot je na BBC-u ali pa RTV Slovenija, ta govorica, ki tudi veliko bolj zdaj udira, ne, kot je recimo pred 30 leti ali 20 leti. In smo bolj tolerantni do tega. Besede, ki so bile recimo nezamisljive včasih, da bi se slišale po radiju, ne, danes enostavno stopijo. No, pa tudi v tem filmu, pravzaprav ena od ključnih takih en od ključnih stavkov v tem filmu, ki pove, kaj v takem trenutku, na kaj človek mora misliti, je takrat, ko reče fuck Chicago, ne? Kako? Fuck Chicago, ne? Potem pa pove, kaj bo on naredil v življenju, ne? Ko prav, vendar so ene stvari
pomembnejše in jasno, da v filmu tako gre, ampak zdaj te besede tudi v te medije vstopajo. Kako gledate na to pri nas ali pa po svetu? Ja, tradicija je pač bila, da se v vsakem javnem mediju ne bi se uporabljal samo ta zborni, se pravi, domnevno neutralni jezik, javni, skupni jezik, tisti, ki je narodno reprezentativen in vsem skupen, oziroma vsem enako tuj. Zdaj se je pa to začelo malo profilirati po žanrih, se mi zdi, ker zdaj se absolutno ohranja ta zborni jezik svojo funkcijo tam pri tistih bolj objektivnih žanrih, pri poročilih, pri pač nekih tam, kjer govorcu ali pa novinarju nekako ni dovoljeno, da bi izpadel subjektiven, da bi sam nastopal kot lik noter. Pri bolj zabavnih ali umetniških žanrih tam pa, kjer v bistvu pričakujemo, da bo nekdo nastopil kot lik, kot karakter, je pa izpade pa, mislim, mu pa pomaga, da se predstavi kot tak tudi s tem, da govori v nekem bolj prizemljenem jeziku oziroma bolj sproščenem jeziku, in danes bi se slišal strašno zadrgnjeno, če bi v raznih zabavnih oddajah govorili tako, kot je Mito Trefalt recimo pred leti govoril. Danes se pričakuje, da je nek voditelj neke zabavne oddaje cel paket, da odigra pred nami nekoga od nas, samo malo bolj zabavnega. Da smo od filma malo stran prišli, pa vas vabim, da kaj poveste, kakšen vtis o tem filmu, bomo mogoče še kaj. Ampak jezikovno pa jaz opažam enako kot pri vaših junakih. Ko so bili v filmu v Hudih zagatah, so jezikovno šli nižje, enako pri vaših. Ko so se kregali med sabo te pari vaših, se tudi kletvice in vse. Skratka, ko smo v neki taki čustveno razburjeni, smo bolj identični z jezikom in gremo v en podstandard. Ja, kadar izhajamo z unih svojih prvinskih reakcij, ali pa takrat, ko hočemo stvari umiriti in se neko distanco vzpostaviti. Seveda, ker hočemo stvar narediti avtentično, saj to je pravzaprav je to ena nadgradnja, Jaz bi rada malo z vami kako polemizirala. Meni se ta film ne zdi tako zelo moralističen. V prvi polovici filma ne gre za moralo. Gre za to, da je to en človek, ki je bil od očeta zavržen in se je ta oče pojavil pri 23 letih, ko je boljš, da se ne bi pojavil. In on iz tega gneva in iz zavesti, da on pa tega ne bo naredil svojemu otroku, izhaja. In je dost dialogov z očetom, pravzaprav krivljenje očeta, kako si mogel, kako si se pojavil, kako si bil gnusen, ne vem, kaj bi z njim naredil. Potem je pa zanimivo po tej drami, tej noči strašne, v nekem trenutku on reče, jaz te pa zdaj oče razumem. Kako je to ena zelo težka situacija in mi je zanimivo potem tudi to, kako on že v toku filma, kako se on odziva na telefone. Enkrat seveda raztrgan kot je med svojo družino, ki je seveda še vedno ji pripada, in to nesrečno zvezo, ki je za njega enkraten dogodek, pa vendar ga je za celo življenje zavezal nekemu živemu bitju. Kako se on odziva? Enkrat niha bolj v to smer, da se hitro odzove svoji družini in drugič ne more se svoji enkratni partnerki odzvati. Skratka, ta človek bo imel skrajno zapleteno življenje, če tudi se v neki, recimo v nekem času, v določeni zrelosti odraslih ljudi tudi seveda take situacije da
človeško rešiti. Ja, vsekakor bo imel zelo zapleteno življenje. Mislim, da to o moralizmu izhaja predvsem iz tega, da on brezkompromisno sledi dvema stvarema. Eno, da bo zraven pri rojstvu svojega otroka, čeprav ne čuti kaj veliko do te ženske, ampak čuti, da ga potrebuje ona in da tudi do otroka. In po drugi strani to, da čeprav so ga že vrgli iz službe, bo vse naredil, bo poskrbel za najmanjšo podrobnost, da bo tista naloga na gradbišču opravljena tako, kot je treba, čeprav še vedno čuti to odgovornost, ki je precej izjemna, tukaj v tem primeru. Če lahko še jaz dodam, jaz ta film ne vidim niti kot moralističen, niti kot ne vidim film v tem smislu kot nekoga, ki si je pa zdaj s tem, kar je naredil, zapletel življenje. Po moje si ga je raven s tem, ko pristaja na resnico in samo resnico in od tega ne odstopa, je zelo dosleden do sebe in hkrati tudi drugih. Po moje se je ravno s tem razbremenil in si je življenje naprej olajšal, ker jaz mislim, da neko skrivanje, prikrivanje, laganje, življenje oteži, ne pa in nikogar ne razbremeni. Zame je to film o avtentičnosti, o osebni integriteti in o človeški pokončnosti. Tako da jaz sem zelo na strani igralca in njegove zgodbe in njegove pokončne drže. Hvala. No, jaz sem, ko sem o morali govorila, na te stvari mislila in sem vam hvaležna, da ste to tako lepo ubesedili in razložili. Seveda, zato gre, tako se mi zdi, on en lik, tak, en vzor človeka, kako naj človek ravna v življenju. V tem filmu se mi zdi prav skoraj nemogoče dosegljiv visok zgled. Zato, ker napake se vsem ljudem dogajajo, ljudem se čudne in neverjetne stvari dogajajo, vsak pri sebi najde kaj, kar je naredil in si pravzaprav ne more razložiti, kako je to naredil, zato ker nismo čist racionalna bitja, ampak bom rekla, da nismo čist racionalna bitja, hvala Bogu. In da pa odgovorna bitja pa moramo biti in zato v tem smislu sem mislila. Jaz mislim, da je to film, da je to oda morali. In s tistim stavkom, ko reče, da je on vse loke s tem svojo držo oprav, je oprav tudi vse moške, ki tako počnejo. Tako da res in tudi recimo, ko reče, zdaj je gradbišče urejeno, vse je po šlihtu, otrok se bo rodil, jaz peljem, kar pomeni, on bo ostal na svoji liniji, ne glede na zgubo. Čeprav je zanj molitev, ko reče, še en stavek mi je ostal v spominu, to zapravi otrok se je rodil, vrne se domov, gradbišče je narejeno, to je molitev. Pravzaprav on nič, čeprav ga prizadane, to, kar žena pove, da je konc, da ne prihaja, ampak ko se pa sin oglasi, je še vedno upanje, da pride domov. Čeprav tega ne pove, ampak iz tiste zgodbe vidiš, da ni za nič zgubljeno, samo če ostane na liniji. On se pelje proti življenju naprej. To je, meni se zdi, s tem nekako optimistično izražena trenutna situacija, ki za ni nič rožnata, ampak tisti jok otroka, ki živi in ponazarja življenje. Meni se zdi, da ta metafora vse pove. Ja. Meni je to vprašanje te razbremenitve v bistvu tako zanimivo, ker ljudje smo precej bolj navajeni in nam je lažje nekako stvari potlačiti, kot pa
odpreti. Ne. Veliko lažje, bolj smo nagnjeni k temu, da lažje nam je iskati opravičila, nekako zamolčati pa upati, da se bo že stvar razšla, ne. Kot pa zarezati in potem, jasno, ja, veliko bolj pravilno je zarezati in potem pustiti, da se rana očisti in zaceli. Redko kdo pa je tega zmožen, ne, in kakšna je cena tega. Ne. A lahko sam še majhen, še eno opombo. Jaz pa vidim ta ogromen kontrast, on je 10 ali 9 let v službi, genialno na sekundo vse reševal sproti in taktično, v osebnem življenju je pa to pustil do zadnjega trenutka. In to se mu je zrušilo na glavo v najslabši obliki kot posledica, ne, ker lahko bi se, mislim, da je nekje povedal, da pač je čakal do zadnjega, ne. Te stvari ni reševal, v službi je pa reševal vse, zdaj pa ta film ima ravno to dramo, kako se mu je vse na glavo usul, ker pač ni zmogel prej osebnega življenja, mečkan taktično reševati malo bolj, mogoče bi se lažje odvijali, ne. Ne bi bilo 2 meseca prezgodaj. 2 meseca prezgodaj, ne, on je mislil, da ima še 2 meseca časa. Ja, je rekel, zdaj bomo tole zabetonirali, to je ena ogromna stvar, ne, te 6 ali nekaj tazga, ne, ko bo pa tole v redu, bomo šli še malo proslaviti, ne, pol bomo pa to, ne, mislim, to je zelo človeško, tako, a ne, človek tako ravna, ne, malo odlaša. Ampak ko žena reče, da je enkrat pa nikoli vse, se boste morala pogovoriti. Ker tukaj vmes je pa vse, boste pa morala razčistiti to njegovo odlašanje, pa caganje, da bom pa si življenje v redu, a ne pa bo vse šlo tako spet po moje, k nadgradbišču in tudi žena bo morala se pogovarjati. Ne bo šlo kar tako. A ne, ta vse bo zelo pomembno, meni se kaže, ne. Ker je večkrat omenjeno to. Žena pa poudarja. Zelo poudarja. Pa še nekaj, če lahko, ne, namreč ta vidik, ne, ki je meni zelo všeč film in je res lep, ne, pa tudi ta moški, ne, naprimer vsa anglosaksonski vidik, ne, odgovornost do službe, dolžnosti, do vsega tega velikih izzivov, se mi zdi tako lepo izpostavljen, ne, tudi dramaturško speljan. Ampak ena stvar se mi zdi posebej zanimiva, kako iracionalne stvari, ne, skušajo dobiti racionalno neko potem izpeljavo, ne, in pač v življenju se vse to tako dogaja in tukaj je zelo lepo izpeljano, pa še nekaj, ne, ta film v bistvu pred 15 leti ne bi bil možen, ne. Zdaj imamo prostoročne povezave v avtu, ne, in je to pač tako, da lahko vse to spremljamo dialog. In mislim pa, da ta moralističen vidik, ne, ki nekako odzvanja po tej diskusiji, ne, je nehote prisoten najbrž vsakem od nas, ne, ki se spopadamo z vsakdanjimi stvarmi, ampak zanimivo je ta pisateljica Alenka Rebula v neki priložnosti rekla, ne, da pomembne so stvari, ki prihajajo, ne pa tisto, kar je za nami. In zdaj mogoče tudi tako film izteče. Zdaj je bila pravzaprav kar ena moda dramskih tekstov, ki so napisani kot nadaljevanje nekega literarnega dela, ne, recimo Čehov, kako se zgodba, recimo Gospa s psičkom, kako se zgodba bo razvila potem. Kako bi se ta zgodba razvila potem? Meni se zdi, da je ta film tako dobro zaključen, da bi bilo škoda, če bi izvedeli, kaj se je potem zgodilo. Sej, ker pač na koncu nekako obvisi, mislim, on se niti ne pripelje do bolnice, ne, verjetno bi to pokvaril film, že to, če bi on stopil iz avta. Moralo se je nekako zgoditi, da vse je na nek način zraven pri tem porodu, zato ker sliši ta otrokov jok in je na poti, bo prišel tja, ampak za nas je boljše, da je to ostalo tam, kjer je bilo. Ne. Se strinjam, ja. Prostor sploh
ni eden, ne, ker če pelje, vse se dogaja okoli, če malo gledate, ne. Sploh ni namero, da bi to rekel, zdaj se pa tam eden sedce, pa vzaco knjige, pa gotovo, pa govori, po telefonu ali kakorkoli, pa to ni daleč od tega isto, kot je bilo to zdaj malo. To se skozi nekaj dogaja. Vse človek sicer ne direktno ne vidi, ampak zaznavaš pa vse te situacije, pa table, pa kam se zavija, pa promet, pa delo na cesti, pa take stvari. To se vse dogaja. Ja, seveda tu. Dialog je tako mojstersko vse osvetljeno in prikazano. Zdaj se predstavljaš, recimo ženo komod lahko, a ne, ali pa otroke, pa na gradbišču. Dialogi tako mojstersko vse. Ja, ta fuzbal tekma mislim, ni čista prava, ker ta Caldwell, ta slavnik je dal tudi tisti čudoviti tretji gol, baje ni igral v tistem času v Birminghamu, tako da tle je bila. Pa tudi, a kdo ve za kakšno glasbo Adios, tista tablica na avtu, ja, je tudi neka referenca. S, pa še je tudi neka. Pravzaprav, ko govorimo, koliko je moralen obraz, pa ni pa o menu veliko povedati. Po telefonu je lažje reči temu, ne bom to naredil, veš, kole je iz oči. Aha. Ja, verjetno. Ogromno tega, ne, iz oči. Stajamo na Facebook, pa na Twitter, pa na tako, si SMS, je lažje napisati samo, ne bom več moja partnerica. Koga je to? Ja, jaz imam celo najrajši mail, ne. Jaz najrajši kar napišem. Tudi mi dva sva si dopisvala, prosim. Ja, pa res, koliko ta tehnologija nova, koliko spreminja bistvo literature, scenarijev. Ker to so bistvene, a ne, stvari. No, nekaj je, kakšne možnosti imaš za samo vrsto teksta, ne. Jaz sem rad malo raziskoval te nove tehnologije oziroma nove medije v par romanih, ko sem vnašal noter kose internetnih forumov, ki sem jih več ali manj iz dejanskih internetnih forumov prekopiral, pa potem samo malo predelal, da so se ujemali v zgodbo, ker so enostavno mi je fascinantno, kako ljudem delujejo možgani, kadar se znajdejo v neki anonimnosti interneta, ne, in kaj vse so pripravljeni ven vršt, ne, in pa tudi razne druge te medije, no. Zdaj za samo, kadar pa jaz pišem, pa moram reči, da velikrat vzamem zvezek in se grem ven usest na teraso in pišem v zvezek z roko. Takrat, kadar je treba dejansko napisati, ne. Zgodbo že rad sestavljam na računalniku, ko lahko premetavam koščke, da nekako uredim nek načrt. Sicer pa na roko pišete. Ja, ker takrat pa nekako hitrost misli ravno nekako dohaja tisto roko in boljš nekako se mi zdi, da teče. Ta prav ritem. Ta prav ritem, ja, ta prava, ne vem, samo izražanje, samo mišljenje nekako, ne. Ker računalnik je strašno tako neobvezen, bi kar tipkal neki, ne, in se mi zdi, da boljš pišem na roko, no. To je pa, kako bi rekla, meni je kar malo odleglo. Ja, sej ogromno pisateljev, ne, najbrž še zdaj piše, no, ampak pisali so pa, ko so bili električni pisalni stroj, pa navadni, Fulvio Tomica, na primer, ne, z eno tako fino, drobno pisavo, neverjetno urejeno, pisal, prepisoval in tako. Moja ni fina ali pa urejena.
je zelo vse počečkano, pa puščice sem, pa tja, pa tako. Ampak vseeno je nekaj, no se potem pa itak, ko moraš pa to še enkrat pretipkati, imaš pa čas tudi, da še malo popraviš, pa dopolniš, pa tako, ne. Tako da imaš dve fazi. No, ena stvar je, da si jaz ne predstavljam, da pesnik piše na računalnik pesem. Ampak to seveda delajo, ne? Ampak to si preprosto ne morem predstavljati, tako kot mi je za komponiste nemogoče gledati, čez miško lovijo tiste note in jih, ne, ker vidim zmer tistega Mozarta s tistim Gosjim Peresom, ne? Ampak seveda, to je obremenjeno z neko vzgojo, ne, ki smo jo mi dali skozi, da prihajajo nove generacije, ki pač to drugače sprejemajo in prav je tako. A še kakšna misel v zvezi s tem filmom? Ja, meni je bilo recimo zanimivi ti dialogi, ne, ker res je, da če mi pišemo na papir ali pa e-mail na računalnik, da imamo čas, da izbiramo besede, si uredimo misli. V tem filmu po telefonu se pogovarjati, pogovor za pogovorom, napeta situacija, eno je pač to, kar se dogaja v porodnišnici, drugo speljati projekt, kjer je en kup stvari za narediti, tretjo situacija doma v družini. In klic sledi klicu in zanimivo, kako in v bistvu vsak, kdor kliče, začne problematizirati situacijo in zanimivo je, kakšen mojster komunikacije je v bistvu glavni junak, ko pa nekako pomirja in stalno gre stran od problematiziranja, ampak išče naslednji korak k rešitvi. In pri tej svoji komunikaciji zelo kratek, vidimo, da sploh ne zgubi živcev in zelo v bistvu ohranja neko tako mirno kri. No in potem, ko ste še prej vprašali, kako bi se ta film ali pa kako se bo odvijal naprej, kaj si mi mislimo, je tako, ga jaz vidim, da recimo glavni junak ima zelo dobre odnose z otroci, ima zelo dobre odnose s sodelavci, v bistvu vidi se, da ga cenijo, ker so mu tu, ima številne povezave in so mu nekako pripravljen pomagati. In nekdo, ki ima ugled v stroki, recimo jaz se za njega ne bojim, da ne bi mogel dobiti nove službe, ravno tako ugledne in pomembne. In zanimivo je tudi to, da on v bistvu ta projekt, ki bi ga lahko pustil, on ga še zmeri pele, ga vodi, ga bo sprovedel in v bistvu ne zaradi Chicaga, ampak zaradi sebe, ker ga sam želi dokončati. In tukaj vidim tudi, kako daje on svojemu sodelavcu priložnost, nekomu, ki mogoče ni toliko izkušen, nekomu, ki mogoče misli, da nima toliko, da ne more nekaj speljati, mu v bistvu pomaga in mu daje priložnost, da izkušnje, da bo ta projekt v bistvu lahko tudi speljal, zelo dobro in ga zaključil. Največji problem vidim pri njegovem odnosu za ženo. Žena, razumem, da je zdaj šokirana, da ne more sprejeti, lahko, da se bodo te stvari čez čas razrešile, ampak tisto, kar mi pa meni daje pogled v problem, je to, da ona se z njemu noče pogovarjati, ne želi, da pride domov, da se pogovorita, medtem ko hitro teče k svoji sestri, pa ne vem, kjeri sestrične in z njima govori pol sestri, in z njima problematizira namesto, da bi se pogovorila s tistim ali pa z osebo, kjer je problem nastal. In zelo kle prikazuje naša zelo, tako bom rekla, človeško lastnost, ko je nek problem, se ne gremo pogovoriti s tistim, kjer je problem nastal, ampak upeljujemo nekako tretjega, to pa jasno, da ne vodi k rešitvi. Hvala. Ja, pol sestre je najbrž namenoma dodana, da začnemo, pisatelj bo gotovo tako rekel, da je namenoma dodana, zato da bomo vedeli, da je že pri ženi doma tudi bila kakšna situacija, ki ni bila tako čist preprosta in enostavna. Tako da, zdaj jaz ne vem, koliko imamo še časa, se vem, že zelo mudi. Na 10 minut še.
Ja, povejte nam kaj boste počeli zdaj v zvezi s knjižnim sejmom, pa sploh kaj delate, ker s film smo po mojem izčrpali, a ne? Ja, no zdaj bom moral iti v debatno kavarno, na sejmu se bomo o kratki zgodbi v slovenski literaturi pogovarjali. Sicer ne vem, zakaj ravno jaz, ker ne znam napisati kratke zgodbe. Ko sem se nazadnje lotil pisati kratko zgodbo, sem končal pri 60. strani, ne. Tako da je ravno kar zdaj izšla pri Modrijanu v zbirki Svila, so jo uspeli celo napihniti na 120 strani z bolj velikim tiskom. Bom pač nekaj moral povedati o kratki zgodbi. No, Blatnik bo še zraven, on pa se spozna na to. On se pa spozna na to, pravite. Pa sicer, kaj pišete, kakšen roman ali prevajate? Ne, zdaj trenutno prevajam in čakam, da bom imel nekako našparano zadost, da bom si lahko privoščil, da se spet usedem pa kaj začnem pisati. Financirate s prevajanjem literaturo? Ja, prevajanje je tisto bolj redno delo, ne. Literatura je pa tisto, ko pač enkrat pride ven, ne, pa nikoli v bistvu tudi honorarji niso taki, da bi pokrili tisti čas pisanja. Kar rečete stroške. Ja, stroške. No. Ja. Ker je treba tudi živeti, da se ti nabere kaj gradiva za napisati. Ne. Kaj je bilo najtežje prevajati? Joycea? Joycea zdaj niti ne. Joyce je bilo treba mu noter priti. Najtežje, da sem res trpel prav zraven, je bilo prevajati Gertrude Stein. Ta zadnjo knjigo, no, ko sem Uporabno znanje, ki je dejansko ena njena knjiga, ko sem delal tisto njeno čitanko pred leti, tisto je bilo še razmeroma fajn, ker je zbirka različnih tekstov, krajših odlomkov. Ta zdaj je pa, ker ona enostavno izkorišča take lastnosti angleščine, ki jih slovenščina nima, ne. In je nemogoče v enem takem sintetičnem jeziku, kot je slovenščina, take tipične stvari, ko ona nenehno sprevrača besedne vrste in tako naprej. Ista beseda je v angleščini lahko glagol ali pa samostalnik ali pa celo prislov, ne. In ona ves čas to meša, ne, in to se v slovenščini ne da narediti, tako je treba vedno neke ovinke iskati in to tisto je bilo res zoprno delati, no. Ni bil užitek, ker ponavadi sicer uživam, če moram reševati kakšne probleme, ne. Ja, fajn je bilo, ne vem, ko je bilo sicer tudi velik izziv, ampak je bilo treba rešiti problem, recimo, ko sem prevajal Kena Saro-Wiwo, ki je nigerijski pisatelj, ki piše oziroma je napisal ta roman v nekem takem nigerijskem pidžinu oziroma kreolščini, no. In je bilo treba najti eno slovensko ustreznico, mi pač nismo imeli kolonij, da bi potem kakšni črnci nekje neko svojo slovenščino govorili, ne, in sem moral poiskati neko varianto, kako bi pa to lahko izgledalo, pa da bi bilo nekako verodostojno, ker če bi pisati tisto, ne vem, jaz priti domov ali tako naprej, to se sliši trapasto oziroma klišejsko, ne, smešno. Pa se ne sme slišati oziroma brati smešno, mora biti to zelo avtentičen lik, ki uporablja ta jezik. In sem iskal potem neke variante in sem se spomnil, da pravzaprav pa je en slovanski jezik šel skozi to fazo, ko se je nekako kreoliziral bolgarščina pa makedonščina, ne. To je včasih bil tipičen slovanski jezik z vsemi skloni in tako naprej, potem pa so prišlo to azijsko ljudstvo Bolgarov, ki so pač osvojili tista ozemlja in so počasi se navzeli tega slovanskega jezika, ampak so ga pri tem čist, se sliši grdo, če bi rekel, da so ga popačili, ne, ampak so ga spremenili, so mu odvzeli tisti slovanski značaj in je to zdaj jezik, ki nima sklonov, ki ima člene, ki jih noben drug slovanski jezik nima, ne,
In sem potem poskusil narediti eno tako slovenščino, ki bi se ji to zgodilo, da sem namesto sklonov uporabljal samo predloge. Glagol sem pa pustil tak, kot je. Ne. Kjere predloge, recimo? Na ali pa za. Ne. Recimo, ne vem, sem rekel, Janezu bi bilo, sem rekel na Janez, recimo. Ne. In potem sem iznenadil, ko se mi je pa to odprlo, ne, sem pa čist naravno lahko pisal v tem jeziku, celo razmišljal sem v tistem jeziku takrat, ne. Me je žena nekaj vprašala in sem jaz odgovoril, ker tako, brez sklonov, ne. Sem rekel, da pusti mene, očitno se mi že meša, ne. In to je bilo recimo fajn delati, no, čeprav je bilo tudi zahtevno, ampak. Lepo. Ja, jaz se vam lepo zahvaljujem, da ste prišli, ker vidim, da zdaj se vam pa res že malo mudi, da ne boste zamudili. In hvala, da ste prišli. Ja, hvala za vabilo. In meni je bilo zelo prijetno. Hvala.